Spoštovani minister za zdravje, dragi leteči odposlanec, oropani socialni demokrati, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V noči iz ponedeljka na torek so neznanci vlomili v poslovne prostore vladajoče stranke socialnih demokratov na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, so storilci omare in zaklenjene predale na silo odprli, vendar pa do zdaj znanih podatkih niso odtujili ničesar. Občutke je takole strnil glavni tajnik SD Uroš Javševec. Grozen občutek. Verjetno vsi tisti, ki so, oziroma ki ste mogoče doživeli vlom, veste, da to ni najbolj prijetna stvar. Kako je izgledalo? Razdejanje ali le iskanje za denarjem? Ne, izgledalo je kar razdejanje. Vse zaklenjene predmete oziroma vse zaklenjene omare so bile odprte na relativno grob način in kar razmetano. Pogrešate kakšno tehnično opremo ali le morebiti kakšne dokumente? Zdaj malo je treba razumeti nas, da nismo še opravili popolne inventure, ne? Ampak mislim, da v tem trenutku ne pogrešamo kakšnih bistvenih tehničnih pripomočkov. Ali je stranka hranila kakršnokoli vsote denarja, fizičnega denarja na sedežu stranke? Zdaj, če se ne motim, na eni mizi celo je bilo 70 evrov položenih in so ostala tudi tam. Hvala, Denis, za ta dramatični prispevek. In kakšen je bil pravi razlog za vlom? Ne bi vedel. Smo koliko? 18 let demokracije, mislim, da ne. Oziroma 19 let demokracije, demokratična stranka, ki ne skriva ničesar, vse javno, vse je odprto, tako da res ne bi vedel. Iz zaupnih a zanesljivih virov smo pravkar izvedeli, da so iz osebnega sefa predsednika vlade odnesli eno kozmetično torbico z neznano vsebino, letno karto za fitness, 3 šumeče multivitaminske tablete, 2 Red Bulla in kočljive fotografije, s katerimi bo Bojan Požar izsiljeval Boruta Pahorja in kulturno ministrico Majdo Širca za mesto direktorja direktorata za medije. Bojan, imaš našo podporo. Slovenska nacionalna stranka je v praznovanju 18 let obstoja zatrdila, da bo v prihodnje še bolj ostra in neizprosna. Zmago Jelinčič pa je zavest komentiral tožbo strani Dimitrija Rupla zaradi po njegovem neutemeljenih in pavšalnih obsodb, vohunstva in podkupovanja. Gospod Rupel ne pozna pravnih uzanc, da me ne more tožiti zaradi tega. Ravno tako tudi ta njegova odvetniška pisarna, kajti po drugem odstavku bi lahko videli tega člena, bi lahko videli, da nisem jaz ničesar dajal v kakšne medije ali pa privatno žalil, ampak da sem vložil kazensko ovadbo, kar je nekaj popolnoma drugega. In bomo počakali na razplet, mislim, da mi bo gospod Rupel naredil lepo reklamo. S tem se vede še predvsem, ker laže o tem, da gre za en sam zemljevid iz leta 1983, gre za kompletne arhive, to je nekaj škatl, nekaj zabojev tega. Hvala, Denis, včeraj je bil res tvoj dan. Denis pa je Jelinčiča vprašal tudi, kaj misli o dogajanju na relaciji premier, posebni odposlanec. Mislim, da bi moral gospod premier Rupla vreči ven iz te pozicije. Naredil je že dosti sramote države in imam občutek, kot da bi za nalašč Rupel delal kaj takega proti državi. Ko bo premier fizično vrgel 120-kilogramskega Rupla skozi vrata vladne palače, bo tam tudi naš Denis s svojo kamero. O letečem odposlancu in njegovi povezavi z vlomom piše tudi naš kolumnist Vesti. Pridružite se pestri razpravi, ki poteka v komentarjih o komunajzerjih in rjavih nosovih. Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik, ki ima podporo slovenske vlade za še en mandat na tem položaju, je na obisku v Sloveniji takole odgovarjal na očitke, da v času svojega službovanja ni storil dovolj za Slovenijo. Mi moramo zagovarjati interese Evropske unije kot celote. Celo več. Ko začnemo mandat, gremo pred sodišče in prisežemo, poudarjam, da ne bomo sprejemali nobenih navodil od svoje matične države. Velikokrat je, tega se ne zavedamo, sledenje evropskemu interesu zelo blizu pravzaprav nacionalnemu interesu, čeprav temu ni doma tako videno. Medtem ko minister Miklavčič nadaljuje s privatizacijo zdravstva, v Ljubljani že 3. dan zbira podpise za kandidaturo na evropskih volitvah Neodvisna lista za pravice bolnikov. Zbrati jih morajo 3000, trenutno pa so približno na 10 te številke. Predlagamo, da dajo napotke stranki Slovenskega naroda, ki ima pri zbiranju podpisov za referendum o vstopu Hrvaške v zvezo NATO precej težav.
Naša želja in namen pa je, da pridemo seveda potem na volitvah, če nas bodo volilci in volilke iz Slovenije izvolili v Evropski parlament in tam dosežemo, da bi se sprejela evropska zakonodaja, s katero bi dosegli obvezne, zavezujoče evropske standarde na področju zdravstva in za čakalne dobe. Torej, če bi se v Evropi določil evropski standard, da je lahko najdaljša čakalna doba v zdravstvu 1 mesec, bi seveda morali to tudi sprejeti in upoštevati Slovenija in bi na nek način, na prijazen način prisilili državo, da stvari na področju zdravstva uredi na področju čakalnih dob. Ljubljanski Zoran Župan Janković je v svojem šerifovskem slogu komentiral napoved srbske Delte glede nakupa četrtine Mercatorja in zatikanje pri gradnji nakupovalnega centra v Stožicah. Ob tem se očitno pozablja, da ne bi poleg nakupovalnega centra stal tudi nogometni stadion. Delta se pogovarja s tistim, ki je lastnik 48%. Kaj bo naredil lastnik, kakšno soglasje bo dolgo, ali ima ta denar, ali nima denar, tega ne vem, to ne bom komentiral. Povedal pa sem, da Delta ni rekla, da se umika iz projekta, Delta je povedala, da bi rada projekt upočasnila. Zaradi mene svoj trgovski del lahko upočasni, ne more pa upočasniti svojih obvez. In kot sem povedal, Delta ima čas do konca meseca, Grep je pisal do konca marca meseca, da definitivno pove, ostajamo projektu in plača tistih 19 milijonov, ki ima za plačati, ali pa reče, se umikam iz projekte, potem bo Grep tožil Delto po pogodbi, skladočeno pogodbe za odškodnino in upeljal drugega partnerja v projekt. Šolski minister Igor Lukšič se ne ukvarja samo s svojo stilsko preobrazbo, ampak tudi z ustvarjanjem socialne države. O brezplačnih vrtcih, komentar dneva, Darko Kranjc. Pozdravljeni. V Stranki mladih Slovenije smo zadovoljni, ker minister Lukšič predlaga brezplačne vrtce za vse otroke. V SMS smo tak predlog podali že leta 2006, zbrali potrebnih preko 6000 podpisov, vložili predlog zakona v državni zbor, a v državni zbor je bil naš predlog zavrnjen decembra 2006 z argumenti, to ni mogoče, denarja ni. Sedaj, po 2 letih, imamo možnost, da te vrtce brezplačne uresničimo. Prejšnja vlada je sicer delno uresničila predlog SMS in uvedla brezplačne vrtce za vsakega drugega in nadaljnega otroka, vkolikor sta 2 naenkrat v vrtcu. Dunaj bo imel brezplačne vrtce za vse otroke jeseni tega leta. Sedaj pač Slovenci kopiramo to idejo. Seveda verjamemo, da bo ta vlada našla sredstva in našla kompromis, da predlog ministra Lukšiča sprejme. To so tudi dolžni storiti, saj so v predvolilnem času obljubljali brezplačne vrtce. V Stranki mladih Slovenije pa se bomo potrudili, da naš predlog sprememb zakona o vrtcih nesemo ministru Lukšiču in vkolikor bo interes, bomo z veseljem sodelovali pri ustvarjanju novega vladnega predloga, ki bo verjetno sprejet, in vkolikor bo ta predlog sprejet, bomo seveda znali tudi to pohvaliti. Slovenija, 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 kulturac. Jaka, pa daj bod bolj kulturen, zategnem si to kravato. Ojoj, nepoboljšljiv. Jutri bomo v 36. švicu mikrofona v studiu 141 gostili ženski pevski zbor Kombinat. Množica oglašenih deklet z 2 glasbenima spremljevalcema. Na vaji so kombinatke izgledale in zvenele takole. Sever in jug se budita, zdrami se vzhod in zahod, stanijo ljudstvo slovensko, ter plani v poslednji pohod. Stanijo ljudstvo slovensko, ter plani v poslednji pohod. Od partizanskih napevov pa k vremenu. Medtem ko v Palestini dežujejo izraelske topovske granate, po Sloveniji letajo posebni odposlanci. Pazite, da vas kdo ne zadane. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti o pravičnih ljudeh. Se hoče reči o poštenih ljudeh? Zakaj ne? Ma ne vem, ker ni toliko poštenja v Sloveniji. Saj imamo tebe, hvala, kurcu. Jaz sem kradel jabčke, veš, ko sem bil majhen. Smo.